Hej lepotice, dobrodošle v novem videu, kjer ti bom danes korak po korak pokazala, kako postati Instagram model. Torej Instagram model brez obdelovanja slik ali pa brez photoshopiranja. V bistvu gre za 4 nekako osnovne korake, katere se tudi jaz držim. Tako da, če te zanima, kateri to so, potem glej video naprej. Prvi korak, mimo katerega ne morem, je seveda make-up. Zdaj vsako Instagram dekle oziroma Instagram model ima vedno to popolno perfektno kožo, ampak mi seveda to želimo doseči brez photoshopiranja, brez kakršnega koli urejevanja fotk. In seveda poleg tega, da zdravo ješ, da spijaš veliko vode, bi ti jaz priporočala malo make-upa. Malo BB kreme ali CC kreme, jasno seveda lahko tudi puder, ampak to, da v bistvu lepo izenačiš tvoj ten kože, da skriješ mazolčke, da skriješ akne in v bistvu da prekriješ tudi rdečico. Zato, ker ta sijoča, zdrava polt je nekako osnova in večino Instagram deklet jo ima. Potem se lahko seveda igraš tudi ali šminko, ali malo zasmavkaš oči, ali dodaš malo maskare, skratka tukaj res čisto po želji. Nekako osnovno vodilo pa je ta lepa, sijoča, perfektna koža. Korak številka 2 je urejena frizura. Zdaj tukaj si lahko res kreativna in dejansko tvojo frizuro urediš na 1000 in en način. Lahko so to preprosto ravni zlikani lasje, lahko so to kodri, tudi kodri lahko narediš na različne načine, lahko so tisti preprosto padajoči kodri, malo bolj rahli, lahko so to plaža kodri, lahko so to kitka kodri in ko so ravno pri kitkah, tudi kitke so zelo popularne na Instagramu. Jaz predvsem vidim kakšne tiste bolj razkošne kite, takrat, kadar je fotka slikana tako do zadaj in potem kakšen prekrasen razgled na morje, ali gore, ali travnik. In tudi travnik v bistvu lahko super izkoristiš in nabereš par rožic, recimo marjetic in si še dodatno daš v kitko. To zelo rade delajo te tipične Insta girls oziroma Insta dekleta, tako da bodi kreativna, bodi iznajdljiva, pa skrbi, da bodo tvoji lasje torej vedno urejeni, umiti. Če pa slučajno nimaš ravno tuša oziroma vode pri roki, pa obstaja tudi super alternativa, recimo suhi šampon, ki podaljša pranje tvojih las za dan, recimo do 3. Tretji korak pa je definitivno eden izmed mojih najljubših korakov, ker gre za oblačila. Kaj je Instagram in kaj so Instagram fotografije brez popolnih oblačil? Zdaj, kar se tiče stila, tukaj bi definitivno ti priporočala, da nekako poslušaš sebe, da skušaš najti nek svoj stil. Če pa bi mogla potegniti neko vzporednico oziroma rdečo nit, pa bi rekla, da na Instagramu večinoma prevladujejo barve in tale kompletek je en tak zelo značilen in tipičen instagramski. Kupila sem ga na spletni strani Shein, tudi sicer tam zelo rada nakupujem ravno iz tega vidika, ker imajo take tipične Instagram kose, pa tudi v bistvu zelo poceni se dobi oblačila. Tako da sem malo šopingirala in ti bom zdaj v nadaljevanju videa predstavila ta tipična Instagram oblačila. Če ti bo karkoli všeč, boš našla link spodaj. Imam pa za tebe tudi eno kodo za popust, ki ti prinese še dodatnih 15% popusta. Torej, oni imajo zdaj eno tako veliko poletno akcijo do 31.7., se pravi do konca julija. In če ti bo karkoli všeč, z mojo kodo dobiš še dodatnih 15% popusta, tako da mislim, da se ti tokrat res splača. In evo, to je tak tipičen instagramski kos, roza, v bistvu zelo popularna na Instagramu. Gremo pa naprej in sicer na eno tako lušno viola oblekico. A ni lepa? Obožujem barvo, zelo mi je všeč zadnje čase taka nežna pastelna vijolična barva, pa dejansko niti nimam veliko kosov in tole res obožujem. V bistvu oblekice na splošno so take tipične instagramske, po moje najbolj slikan kos ever. Pa tale je taka zelo za posod, za v mesto, brez problema imaš lahko za kakšno poroko. Malo je sicer globok dekoltet, tako da ne vem, če ne bi dala tlele kakšno spunko oziroma skrajšala pri šivili, ampak res mi je všeč in tudi to bom linkala spodaj. Ko pa sva glih pri tipičnih instagramskih stvareh, tudi moja dva rokovnika lepotica za novo šolsko leto 2020-2021 sta totalno instagramska, sta totalno fotogenična, tako da še vedno ju lahko naročiš. Link do moje spletne strani evinaLepotinica.si ti bom linkala spodaj. Ob nakupu pa prejmaš tudi darilo in sicer nalepke in boš lahko potem tekom celega leta lepla in nekako si popestrila te tvoje šolske dni. Bolj kot boš imela nenavaden in odbit kos, boljš boš te spršla v smislu lajkov. In evo, tale kompletek je čistak odbit in seveda značilen za Instagram. V bistvu gre za potisk metuljev. Meni sicer deluje tale kompletek malo tak grob, mi je hud, ampak ne vem, za kam bi ga nosila razen za Instagram. Tako da, če imaš kakšno idejo, lahko zapišeš spodaj. Evo, spodaj so dejansko take ohlapne, dolge hlače, dolge rokave ima tudi tale topek, torej potisk metuljev
stilov in ja, izstopa definitivno, kar je na Instagramu vedno cool. Sem pa našla najljubši top z dolgimi rokavi, v bistvu sploh niti enega nimam v tej svoji kolekciji oblačil in barva božanska, nežno pastelna, vijolična, obožujem pa rokave, ki so taki široki, ki so taki baročni in najbolj za tole, kar oblečem in ti pokažem. Takole izgleda, a ni bolan top. Wow. Zdaj da mogoče, če bi ga imela za ven, bi dala hlače še z višjim pasom. Tele dejansko niti niso visok pas, so vse nove, tako da sem ti želela pokazati, sicer niso še in, ampak ajde, tukaj, da vidiš. Torej, čim višji pas, takole, tako da je čim manj tega v bistvu razporka. Bolan top, bolani rokavi, moj najljubši top, definitivno, res mi je všeč, res je hud, tako da link tudi do tega pustim spodaj in še enkrat tukaj, koda za popušča ti bo všeč karkoli, kar ti bom danes pokazala. In greva naprej. Izjemno poletno, izjemno instagramsko pa je tudi tole pinki roza krilo. Dolžina je totalno instagramska in ful je cute, zato ker lahko v bistvu kombiniram jaz na vse svoje majčke, bele, črne, bez, skratka, res se ful dobro kombinira, pa res je lepa. Ne vem, če sploh pride na kameri tukaj lepa, kot v resnici. Skratka, ima tukaj eno plast, potem čez pride še tale mrežica. Sem pa jo dejansko videla oziroma navdih dobila pri naši youtuberki Lani Briški. Ona ima točno tako, mi je bila ful všeč, tako da je bila dejansko ona moja inspiracija za tale nakup. Greva naprej, še nekaj kosov ti imam za pokazati in naslednji je prekrasen moder tale kompletek. Volare, cantare, malo se hecam, a ni čist tak španski. Meni je ta komplet, bolan. Dejansko sem ga že imela na Instagramu, je že doživel svoj prvi krst, namreč zadnjič sva se z Raletom odpravila na en krajši izlet, enodnevni izlet po Sloveniji in naletela na polja sivke. In takrat sem imela oblečen točno tale outfit in je ratala fotkica, v bistvu je bila tudi zelo dobro sprejeta, skoraj 3 ure lajkov ima, pa grem stav, da je velik del tukaj pripomogel tudi tale bolan. Španski outfit, tako da tam je čist hud, tak izredno damski. Všeč mi je, ker se v bistvu ujema topa, ker se ujema krilo, ker je tako v bistvu po plasteh. In evo, to je to, kar se tiče novih modnih kosov. Jaz moram reči, da sem res zadovoljna z nakupom, totalno instagramski, totalno barvit, totalno poleten, tako da sem res vesela, se vidiš, da kar plešem tele po videu. Imam pa še eno presenečenje in sicer za fante. Vedno me spremljate tudi fantje, sicer redkeje kot ženske, ampak me pa tudi. In ponavadi tele svoje hole kažem za punce. No, tokrat pa sem rekla, da vidim, a lahko zbrskam kakšen kos tudi, kako postati Instagram model za moški spol. In dejansko naletela na nekaj kosov tudi pri spletni strani Shein, pa mi boste povedali, dajte komentirati, kako se vam zdi. Evo, prva majčka, ki sem jo zbrala, je tale. Dejansko na fotki izgleda ful huda, zelo taka udarna, definitivno, če jo nosiš, izstopaš. Se zavedam, da je tale del tak zelo drzen, ne upa tega nositi vsak, ampak vsem tukaj je tip videa, torej model za Instagram, tako da me je to v mislih. Tudi ni bila sploh draga, na splošno celotni ti kosi nakup, to so zelo ugodne cene, tako da, ja, fantje, zapišite, kako se vam zdi. Zraven pa sem skombinirala tudi ene hlače. Spodaj sem pa zbrala take bež hlače, že tako na prvi pogled mi je model deloval dosti cool, tak zelo sem si ga recimo predstavljala na Raletu. Takele so prišle, moram reči, da on jih je tudi poskusil oziroma pomeril in so mu ful dober pasale, dejansko so mu bile ulite, tudi recimo zadnji v zadnjico so mu pasale v nulo. In potem imam tukaj še eno majčko. Tale je pa čist taka bela malenkost polo majčka. Rale je poskusil in mu je mal prevelika, tako da tole vem, da sem naročila v številki L. Je pa rekel, da mu je ful huda, zato ker je dejansko taka malo bolj elegantna, brez problema imaš pa lahko tudi za službo. Tako da to mi je dejansko ratal, vsaj kar se tiče Raleta. In potem sem si ful želela, da bi še ene čevlje zraven imela, ne zato, ker sem sestavila ta tigrasta majčka, spodaj bež hlače, dajmo dol še ene črne superge. In našla tele. V bistvu so mogoče malo tak fake Yeezy oziroma fake Adidas, ampak zato je bila cena valjda ful ugodna. Tako, niso bog ve kaj, bi šle pa čez, recimo za športat, recimo za v telovadnico, so meni čist cool. Tako da, evo, to je bilo za fante,
upam, da ste tudi vi dobili kakšno inspiracijo, kako mogoče vi postati Instagram model. In na splošno sva pri zadnji točki, zadnjem koraku, da zaključim še te svoje nasvete, torej fotografija. Za dobro fotografijo ti priporočam, da si dobro osvetljena, da zbereš eno tako cute lokacijo in seveda poza. Poza je tista, ki bo naredila fotografijo, torej le kakšna razlika je, se jaz postavim tako. Pač čistista neka klasična družinska poza, ali pa če sem samozavestna, se stegnem in poziram. Tako da še enkrat naredim povzetek, make-up, potem smo rekli frizura, cute outfit, tak barvit, fajn je recimo, če je dvodelen, ali pa kakšna lušna oblekica, ali pa kakšen tak kos, ki izstopa, in potem samozavest, dobra fotografija, dobra predvsem drža. Tako da to je to za danes. Upam, da so vam bili moji nasveti všeč, upam, da vam je bil tale moj haul všeč. Še enkrat tukaj prilagam kodo, ki ti prinese 15% popusta in je tudi v bistvu zelo omejena. Bom tudi tukaj dala datum, tako da v bistvu ima zelo omejen čas nakupa, imaš pa res eno tako veliko razprodajo, tako da upam, da najdeš kaj lepega za sebe. To je to, drage moje, ne se pozabiti naročiti na moj kanal, stisniti rdeč zvonček na račice, ne me pozabiti prečekirati tudi na Instagramu, Evina Lepotinica in tudi TikToku, tudi tam delam ene take videe, tako da bom vesela, če me na vseh teh kanalih podpreš. Lepo se imejte, lepotice, in se gledamo v kratkem. Čau, čau!